Pozdravljeni. Morda je tudi marsikdo izmed vas videl, kako so v Maranelu sprejeli Carlosa Sainza mlajšega. Napravili so nam neke vrste božično novoletno čestitko, a tam je bilo povedano marsikaj. V tem času pred božičem in novim letom mislim, da je marsikomu prijelo, da je v takem domačem, družinskem okolju videl zasedbo voznikov Scuderie Ferrari in seveda glavnega odgovornega. Povedane so bile marsikatere resnice in dane marsikatere obljube. Čeprav meni osebno se je zadeva zdela malce preveč osladna, ampak kot me poznate, sam sem izjemno kritičen. Težava je v tem, ker ko sem malce v miru prebral vse izjave, ki nam jih je dal Mattia Binotto, sem med njimi dobil najmanj 3 novoletne zaobljube. In pri novoletnih zaobljubah je ponavadi tako, da marsikdo izmed nas jih naredi, ampak kasneje, morda tudi zaradi zunanjih faktorjev, jih bolj težko uresniči. In prva iz teh, recimo temu, novoletnih zaobljub je bila ta, da Carlos Sainz mlajši in Charles Leclerc bosta na začetku enakovredna. Mattia Binotto je celo povedal, da v pogodbi Carlosa Sainza ni nobene zveze, nobenega člena, katera bi ga definirala kot drugega voznika. Tu bi vas rad spomnil, da niti Sebastian Vettel ni imel takih členov v svoji pogodbi. Namreč podpisal jo je še preden je prišel Charles Leclerc v Scuderio Ferrari. Torej, videli smo predvsem v zadnji sezoni, kakšna je bila situacija, kljub temu, da lahko trdimo, da ne en, ne drugi nima tistega statusa prvega voznika. Čeprav je le nekaj stavkov kasneje sam Binotto povedal, da je Charles Leclerc njihov vodja. Torej, naj se odločijo, je prvi voznik ali ni prvi voznik. Seveda je in ni, kajti odločili se bodo kasneje, tokom sezone, vkolikor bodo lahko enemu ali seveda drugemu vozniku pomagali pri boju za naslov svetovnega prvaka. In seveda tisti, ki smo malce bolj realisti, se bomo ob tej izjavi rahlo nasmehnili, a ne smemo žaliti čustev, kar mislim, da je bistvenega pomena. Seveda, sam si želim, da bi se tudi vozniki Scuderie Ferrari borili za naslov svetovnega prvaka, a vsakomur je jasno, da je treba od prve dirke jasno določiti, kdo je tisti, na katerega se stavi. Kajti v nasprotnem primeru, kot smo videli v prejšnjih sezonah, konkurenca dobi preveč prednosti. In seveda, take obljube v tem času, kot smo lahko razumeli, imajo velike teže. Sam verjamem, da bo Charles Leclerc prvi voznik in Carlos Sainz mlajši drugi voznik. Zelo veliko presenečenje in izjemno zanimiva situacija bi bila, da če, recimo temu, po 6-7 dirkah bi imel Carlos Sainz mlajši bistveno več točk od Leclerca. A o tem se bomo pogovarjali, ko in če se bo zgodilo. Takrat pa velja tisto, kar sem povedal. A že druga novoletna zaobljuba Mattia Binotta je bila, po mojem osebnem mnenju, še bistveno bolj zanimiva. Povedal je nekako, da si želi oziroma pričakuje, da bi bil na koncu sezone 2021 Ferrari tam na drugem, tretjem mestu med konstruktorji, pa recimo tretjem.
In seveda zadeva, ki se mnogim izmed navijačev Scuderie Ferrari zdi še malce preveč skromna, a po drugi strani, če smo realisti, je lahko bistveno preveč optimistična. Zakaj si boste mislili? Ker bi Ferrari za dosego, recimo temu, 3. mesta moral udvojiti točke, ki jih je dosegel letos. In to je, hočeš nočeš, izjemen skok naprej, če upoštevamo dejstvo, da pravilnik, kar se tiče tehničnega dela, ostaja več ali manj nespremenjen, je po mojem osebnem mnenju zadeva težka. Vem, mnogi, recimo temu režimski novinarji, so začeli praviti zgodbe o tem, kako je novi pogonski sklop Scuderie Ferrari fantastičen. Rad bi dodal nekaj. Sam osebno, ukolikor bi imel tako skrivno orožje, kot mnogi pravijo sedaj decembra, bi bil do sredine marca lepo tiho. Kvečemu bi še govoril, v kakih težavah sem. In ko slišim razne vire, kateri razpravljajo o fantastičnih močeh pogonskega sklopa, še preden smo dobesedno kaj videli, sem rahlo skeptičen. Tu moramo primerjati formo Scuderie Ferrari v sezoni 2020 s formo tiste ekipe, katera je bila 3. med konstruktorji, in govorim o McLarenu. In treba je poudariti, da so pri McLarenu naredili izjemno drzno gesto. Nekako so spravili skupaj voščilnico za Scuderijo Ferrari, kjer jim ponosno naznanijo, naj pazijo pri Ferrariju na Carlosa Sainza, kajti del je bil njihove družine, 2 sezoni, in nekako napovedujejo srdit boj v sezoni 2021. Seveda, na prvi pogled izjemno lepa, prisrčna gesta, a med vrsticami napoveduje, da jim ne bodo nič prepustili. Rad bi vas spomnil, da McLaren v naslednji sezoni bo imel pogonski sklop Mercedes. Letos so imeli, če tako gledamo, celo rahlo slabše rezultate, kar se tiče posameznih dirk od Scuderie Ferrari. Pri McLarenu so bili enkrat drugi in enkrat tretji, pri Ferrariju enkrat drugi in 2-krat tretji. Ampak če so se pri Ferrariju ustavili pri 131 točkah, so jih pri McLarenu izbrali 202. In treba je poudariti, da po dirki v Mugellu forma ekipe McLaren je rahlo padla in šele v zadnjih dirkah je prišla zopet na tisti nivo, ki smo ga videli naprimer na začetku same sezone. Torej, odpira se spet vprašanje, ali bo Ferrari sposoben nadoknaditi tisti tehnični zaostanek, ki smo ga videli v tej sezoni. Namreč govorilo se je v tistem intervjuju s Binottom tudi o tem, da so pri Ferrariju praktično hoteli ojačati ekipo Haas s tem, da so jim prepustili Simone Aresto. O tem smo že govorili. A tu je Mattia Binotto spet povedal nekaj presenetljivega, in sicer to, da Simone Aresta sploh ni delal na projektu bolida sezone 2021. Zanima me, na čem je delal. Če pogledamo to strukturo, je bil on odgovoren za šasijo. SF1000 ni zarisal on. Ne vem, kaj je delal med sezono, a s tem, ko so ga tako lepo odstranili, nekako se pojavlja dvom v to, kaj nas čaka v naslednji sezoni. Še posebej, ker naj bi projekt vodil Trdile, tisti, ki je v bistvu zrisal SF1000 v dobrem in v slabem. Formula 1 zagotovo ni samo pogonski sklop, je tudi šasija. In tu je treba poudariti, da še danes ne vem, kdo je tehnični direktor pri Ferrariju.
In ker sem prej omenil McLaren, je treba poudariti, da za ta skok naprej, ki smo ga videli predvsem v zadnji sezoni, sta zaslužna dva človeka. Andreas Seidl in seveda James Kay. Dva človeka, katera sta bila na tržišču, a pri Ferrariju se niso zanimali ne za enega in ne za drugega. Videli bomo sicer v sezoni 2021, kdo bo imel prav, a mislim, da bo McLaren nudil izjemno trd odpor in da družina Carlosa Sainza ga bo kar hitro pozabila. Ljub izjemno prisrčnemu sporočilu. In sedaj pridemo do tretje točke, kjer smo izvedli za ime novega bolida scuderie Ferrari. To naj bi bilo poenostavljeno SF21. In seveda samo ime bolida ne naredi ne hitrejšega in ne počasnejšega. Sam osebno bi rad, da Ferrari v moderni dobi bi vsaj 3 leta zapored ohranil isti sistem, a vem, lepo božne želje. Če pogledamo to obdobje zadnjih nekaj let, smo imeli SF70H, SF71H, SF90H, SF1000 in sedaj SF21. Tisti teji, kateri so bili malce zgrešeno postavljeni, kajti v originalu T v šifri Ferrari je pomenilo transverzale in seveda H je izginil. A nič za to, kot sem povedal, to sploh ni važno. Zaskrbljujoče je nekaj drugega, namreč bolid scuderie Ferrari naj bi predstavili komaj v Barceloni. Že sam Enzo Ferrari se je zavedal dejstva, da je najbolje predstaviti bolid prvi. In on je praktično pionir v tem, da se je bolid predstavilo nekako na nek glamurozen način, da so lahko vsi novinarji to videli. Kajti Enzo Ferrari se je dobro zavedal, ukoliko prvi pokaže bolid, bodo kljub temu, ali je morda dober ali slab, najmanj 14 dni vsi o tem pisali. Ukolikor se naredi to v Barceloni, nisem prepričan. In poleg tega to nam da še nek drugi signal, kateri je pa vse prej kot ohrabrujoč. Katere ekipe predstavijo svoje bolide tik pred zdajci, tik pred začetkom zimskih testiranj? Enostavno tiste, ki so v zamudi. A vas moram spomniti, kaj se je dogajalo, naprimer pri Williamsu še ne toliko časa od tega? No, upam, da pri Ferrariju se kaj takega ne bo zgodilo, a že to, da premaknejo bistveno proti začetku zimskih testiranj, predstavitev novega bolida je po mojem osebnem mnenju vse prej kot pozitiven znak. Tokrat resno želim, da se motim in upam, da se bodo novoletne zaobljube Matije Binota izpolnile v vseh točkah za dobro Formule 1. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.